spoštovani novomašnik, spoštovani domači, dragi vsi navzoči. Zbrali smo se pri slovesu od doma. Novomašnik se bo na nek način poslovil od svojega doma, od domačih, od sosedov, od tistih, s katerimi je delil leta svojega življenja. Pa ne zato, ker bi odpotoval nekam daleč, ali zato, ker ga več ne bomo videli. Ne. Verjamemo, da bo odslej še bolj naš. S tem slovesom se sami skušamo zavedati, da podarjamo Jureta cerkvi. Ta cerkev namreč pa smo tudi mi. Sicer pa se gotovo vsi zavedamo, da nas osrečuje le tisto, kar damo, kar podarimo. Žarek v očeh tistega, ki naš dar prejme, je tisto, kar se naseli v naše srce, v naš spomin in nam vrača veliko več, kot smo prejeli. Zato je in naj bo v naših srcih veliko veselje ob današnjem prazniku. Dragi Jure, ti si mi bil vedno nek navdih, da uspem. Večkrat, ko sem bil s tabo, sem tudi molil z družino in hodil s tabo kot vsa družina in mnogi drugi. Vse srečno naprej in upam, da boš ostal takšen. Dragi Jure, prejšnjo soboto, ko si postal duhovnik in so se ljudje zbrali pred stolnico Janeza Krstnika v Mariboru, je k meni pristopil možakar in mi dejal, da zdaj pa ne govorimo več o vašem Juretu, ampak o našem Juretu. Besede možakarja so v hitenju zbežale mimo mene, pa vendar so skozi celoten teden priprav lebdele nad menoj. Zavedanje, da si zadnjim izgovorjenim hočem z Božjo pomočjo res postal Jure nas vseh, je še posebej močno poudarjeno na današnje jutro tvoje nove maše. Postal si mož vinograda, kjer ne raste samo trta, ampak tudi pleve, ki ga boš moral znati ločiti. Sam si se odločil, da boš vsem vse, da bi vsaj nekaj rešil. Zadal si jasen cilj, ki ga boš vsaki dan znova izpolnjeval. Pot ne bo lahka, bo pa vredna vsakega napora. Ata in mama, Rok, Luka in moja malenkost pa ti tukaj zdaj, pred domačim pragom, obljubljamo oporo v molitvi, saj boš ravno to najbolj potreboval. Naj bo ta prag simbol naše povezanosti in ne slovesa. Veselje ob vstopu v tvojo poklicanost in ne občutka ločitve. Ne da se obesediti ponosa in veselja, ki ga kot tvoji najbližji čutimo ob tem dogodku. Jezusu si podal svoje roke, ki jih potrebuje, da bi še naprej blagoslavljal. Svoja usta, da bi še naprej govoril, svoje srce, da bi še naprej ljubil. Jezus te potrebuje, da bi še naprej odreševal. Mi bomo pa vedno tukaj. Jure, hvala ti za blagoslov, ki ga prinašaš v našo družino. Hvala za tihi vzor, ki si nam vsem. In predvsem hvala za otroške spomine, ki nas bodo spremljali povsod. Na polomljene okna, osiromašene rože in tudi zelenica pred hišo je verjetno letos najbolj zelena v zadnjih 20 letih. Torej, kot že beremo v psalmu, Gospod je moja moč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati. Torej, ne boj se in ne trepeči pred ničemer, saj je Bog s teboj. Jure, radi zdaj imamo. Isto sem se dal, greh in zlo, trpljenje vse, premagal bom. Sonce sem ustvaril jaz, da prežene temo mraz, da odkril bo luč ljudem, ko ga pošljem dan. Tukaj sem, Gospod.
ljudem, za uboge jaz skrbim, rešujem jih. Svoj kruh z njimi rad delim, dušo in telo krepim, zanje sem življenje dal, ko ga počnem dan. Tukaj sem, Gospod, pošlji mene, slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu. Bodi z mano, ko bom vabil, se ljubezni veri v panju. Jure, brat Rok, ti bo sedaj izročil novomašni plašč. Naj te ta plašč spremlja skozi vso tvojo duhovniško pot, naj bo obleka, ki te bo preoblačila v Kristusa. Ker pa je novomašni plašč namenjen izključno bogoslužni rabi, te prosim, da ga najprej blagosloviš. Hvala. A ga si probal? Molimo. Gospod naš Bog, tebe hvalimo in slavimo. Svojemu služabniku Mojzesu si naročil, naj pripravi različne bogoslužne obleke in predmete za sveta opravila pri oltarju. Prosimo te, blagoslovi ta novomašni plašč. Pomagaj meni, ki bom ta plašč nosil, da bom vredno opravljal službo, ki mi je v cerkvi zaupana. Daj, da bomo v znamenjih doživljali veselje nebeškega bogoslužja, kateremu smo namenjeni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Križ, ki ga bo dobil novomašnik Jure, ni samo znamenje trpljenja in smrti. Križ je obsijan z zarjo velikonočnega jutra, zato je znamenje odrešenja, ki ga kristjani postavljamo na stolpe in na gore, ob ceste in poljske poti, na pokopališča in ustanovanja. Križ nam vsak dan znava, posebno pa še v bridkih preizkušnjah, glasno govori o Božji ljubezni, ki se je v križanjem sklonila v globino človeškega trpljenja in prinesla odrešenje. Pa prosim starša, da novomašniku izročita novomašni križ. Jure, najbogatejša dota, ki ti jo lahko dasta za življenje tvoja starša, je njun blagoslov ob tvojem odhodu od doma. Zato te bosta sedaj pokrižala z blagoslovljeno vodo in blagoslovila. Njun blagoslov naj bo s teboj, kjerkoli boš hodil. Za starši te bodo blagoslovili tudi babica, brata in sestra. Jure, jaz te blagoslovljam. Amen. Tudi jaz te blagoslavljam v mojem imenu. Bodi zdrav. Bom. Mira, jaz te blagoslavljam, moj očetek, svetega duha. A ne želiš uvjeriti?
Jure, Jure, družina ti ima pa tudi še željo izročiti eno sliko od tvojih mladih dni. A se spomniš? Si bil malenkrat tudi. Ja, da bojo vedeli, da si tudi malenka. Po zaključni pesmi, ki jo bojo zapeli domači pevci, ste povabljeni, da se zadržite ob druženju tukaj pri domači hiši.